Zdaj je minilo že nekaj časa, odkar je odbor za mir v Gazi prišel v ospredje novic. Odbor je ustanovil predsednik Donald Trump januarja. Danes se sestaja na Cipru, kjer se osredotoča na prihodnje načrte za Gazo. Hkrati izraelska televizija Kan poroča, da visoki predstavniki IDF opozarjajo, da Hamas ponovno gradi svoje vojaške zmogljivosti in se pripravlja na novo vojno. Zato povabimo našo višjo dopisnico z Bližnjega vzhoda, Ariel Oseran. Ariel, v zadnjih mesecih je bila pozornost v regiji večinoma usmerjena na iransko grožnjo in njenega zaveznika Hezbolaha v Libanonu, kot smo že razpravljali. Danes poteka srečanje odbora za mir v Gazi na Cipru, hkrati pa se delegacija Hamasa sestaja v Kairu. Kakšne so najnovejše informacije? Prav, Benita. Najprej bom začel s tem, da po poročanju medijev na Cipru ni jasno, ali je to srečanje sploh potekalo. A vendarle je to del širšega poskusa odbora za mir, da ponovno prilagodi svojo strategijo zaradi zastalih pogajanj in poskuša uresničiti dogovor o prekinitvi ognja. Zdaj smo v prvi fazi tega procesa, ki je prinesla izpustitev talcev in prerazporeditev izraelskih sil, ki trenutno nadzorujejo med 65 in 70% Gaze. Toda, da bi prešli na drugi in bolj ključen del izvajanja dogovora. In to je razorožitev Hamasa in v bistvu obnova Gaze, pri čemer je veliko izzivov, predvsem Hamasovo zavračanje razorožitve. Torej, vidimo, da je bilo to srečanje načrtovano, da poteka na Cipru. Vidimo, da se delegacija Hamasa v Kairu srečuje z egiptovskimi uradniki in drugimi posredniki, da bi poskušali prebiti to mrtvo točko. Vizija odbora za mir v Gazi je zelo jasna. Do obnove Gaze ne bo prišlo, dokler Hamas ne bo razorožen. Hamas po eni strani pravi, da se ne bo razorožil, pika konec, vendar kljub temu, da to zelo odločno trdi, vendar pa pravijo, da so pripravljeni o tej zadevi pogajati, ko se Izrael zaveže nekaterim določbam premirja, vključno z vstopom šotorov in drugih materialov za začetek obnove kritične infrastrukture in bolnišnic. Zdaj pa je v Izraelu strah, da bo, ko se bo začela obnova ključne infrastrukture, to nekako odprlo vrata za popolno obnovo Gaze brez razorožitve Hamasa. In celo imamo odbor za mir, Jared Kushner, eden od izvršnih članov odbora, pravi, da obnove v Gazi ne bo, dokler Hamas ne bo razorožen. Torej, kar odbor za mir zdaj poskuša narediti, je najti način za preboj sredi tega vztrajnega zavračanja Hamasa, da bi predal svoje orožje. Medtem izraelski kanal Kan poroča: Hamas vsak mesec proizvaja stotine eksplozivnih naprav in protitankovskih raket, novači borce in ponovno izvaja usposabljanje za svojo enoto Nuhba. In poskuša pretihotapiti drone in opremo Sinajskega polotoka. Poleg tega pa obnavlja podzemno infrastrukturo po celotnem območju Gaze. Na kratko nam povejte več. Ja, če kdo mislil ali domneval, da Hamas tega časa ne bi izkoristil za ponovno vzpostavitev svojih zmogljivosti, svojih sil, svoje infrastrukture, očitno tisti, ki tako mislijo, živijo v nekem vzporednem svetu. Resničnost na terenu je, da Hamas ne le krepi svoj primež nad prebivalci Gaze, ampak tudi obnavlja svoje vojaške zmogljivosti. In to skrbi izraelske varnostne uradnike. Očitno sta trenutno dve glavni prednosti nalogi: Iran in Libanon. Ampak pot v Libanonu se zdi, da prehaja na diplomatsko raven, prek dogovorov z libanonsko vlado pod okriljem Združenih držav Amerike z Iranom. Obstaja prekinitev ognja, ki jo Združene države Amerike resnično poskušajo ohraniti. In to odpira priložnost, da se pozornost preusmeri na Gazo, drugo prizorišče, kjer delo še ni bilo dokončano. Obstajajo skrbi, ne le v regiji, ampak tudi v mednarodni skupnosti, da bi Izrael v bližnji ali srednjeročni prihodnosti lahko sprejel odločitev o nadaljevanju vojaških operacij proti Hamasu, da bi preprečil njihove poskuse ponovne vzpostavitve vojaških zmogljivosti. Tako da na koncu, veste,
ta vojna na več frontah, 7 front, večina jih ostaja odprtih, vključno s fronto v Gazi. Izraelske sile zelo pozorno spremljajo razmere v Gazi. Še eno bojišče, najlepša hvala, glavna dopisnica z Bližnjega vzhoda Ariel Osaran. Hvala za informacije.